Kaj je vam, profesor Splihal, pomenila ta podoba, ti posnetki tehnooligarhov na inauguraciji? Na inauguraciji v bistvu človeka, ki je praktično fake news na dveh nogah, ne? Ta teden je Ukrajino obtožil za vojno. Kaj ste vi razmišljali, ko ste v bistvu videli to? Farsa demokracije in sem razmišljal o Orwellu. Ja, mislim, ta sprega kapitala in politične moči, ne, ki je ves čas latentna. Ne. To je eden ključnih problemov demokracije ves čas bil. Ne. Stranke so na nek način rezultat tega konflikta interesov, ne, da se pač posebni interesi poskušajo uveljavljati skozi strankarske institucije v parlamentarnih demokracijah. Ta zadeva se je zdaj po eni strani tako zaostrila, po drugi strani je postala tako transparentna, da bi res morali zvoniti vsi alarmni zvonci, ne zgodi se pa nič. Ne? Torej, vse, kar se pravzaprav od inauguracije ameriškega predsednika Trumpa v svetu dogaja, opozarja na zlovešče možnosti razvoja v bližnji prihodnosti. Torej, demokracija je globalno odpoveduje na celi črti. Te panične reakcije v Evropski uniji kažejo na to, da pravzaprav nihče ne ve, kako je mogoče to smer razvoja ustaviti. In ja, jaz se strinjam s tem, da je treba nekaj radikalno napraviti. Kot sem rekel, težava je v tem, da tako rekoč ni subjekta več, ki to lahko napravi. Od tod moj pesimizem. Ja.